Pozdravljeni vsi skupaj na tem virtualnem srečanju. Žal se ne moremo videti v živo, žal so take okoliščine, ampak na srečo je pa tukaj vsaj en član kluba ljubiteljev glasbe in klubu ljubiteljev glasbe bo namenjen ta pogovor danes zvečer. In predstavnik kluba ljubiteljev glasbe je njegov nekdanji predsednik Gojko Bremec. Gojko, lepo pozdravljen. Dober večer, hvala za povabilo. Gojko, danes se bom s tabo pogovarjal Jan Grilc. Uvodoma naj samo še razložim, da se bova tikala, ker se z Gojkom pač poznava. Pobliže sva se spoznala, ko je Gojko prijazno privolil v skoraj 3 ure dolg intervju za mojo magistrsko nalogo, za kar se ti še enkrat javno zahvaljujem za tvoje potrpljenje in čas, ki si ga vzel. Ampak recimo, da zdajle se pa osredotočimo na glavna tema današnjega večera. In to je tale zbornik z naslovom Zgodba o KLG, o klubu ljubiteljev glasbe, ki je še skoraj povsem topel, šele nekaj ur je ven iz tiskarne. Gojko, za uvod, kako je tale knjiga sploh nastajala? Najprej moram tudi jaz pozdraviti Jana. On je v bistvu otrok KLG-ja, ker njegova starša sta se spoznala v KLG-ju in začela hoditi. To pomeni, da si od majhnega rasel s KLG-ja, tako ali pa tako. Drugače pa, če povem, kako je ta zbornik nastal. Ta zbornik ima v bistvu 5 različnih elementov, ki so vplivali na to, da je do tega sploh prišlo. Seveda moram najprej reči, najbolj pomembni so bili 29 teh, ki noter sodelujejo. Ampak, če grem čisto lepo po vrsti. Prva je bilo, ko smo imeli razstavo aprila 2017 v knjižnici v Kranj, je bil tudi tam Peter Mlakar in on, ki je gledal te plakate, ki smo imeli pa razstavo, prav, fantje, tole morate vi narediti, ker to pa ne more iti, ker tako mim ne. Druga stvar je bila, ko smo bili na enem koncertu v Kissestein, je prišel do mene Boris Bogataj, prav, kaj zdaj, ali midva zdaj kaj naredila, ali ne nič naredila, ker bi bilo dobro, ne. Jaz sem to skozi mlev, ne. Sem rekel, ok, zdaj imam že enega, zdaj, ker on se je spoznal, je toliko časa je bil urednik, in sem rekel, imam vsaj enega, ki ve, za kva se gre. Naslednja stvar se je zgodila, to je bilo avgusta lansko leto, ki je bil Jazz Camp. Jaz tam lepo hodim, vidim Tomaža Domicelja, pridem do njega, sem rekel, Tomaž, če bomo mi slučajno delali knjigo, a bi ti kaj napisal, da bi lahko imel, ne? Prav, z veseljem ti meni sam je prvo ti bom napisal. Pridem nazaj, ker v svoji družbi sem bil, sem rekel, fantje, knjiga bo, enega že imam. In mi kolega, ki bil tam, reče, pa kva ti se s tem KLG še daješ? Vsi že so to pozabili, še Woodstock je propadal, ti se pa kar zabavaš še stvari. In mi rekel, ok, če si pa ti tako rekel, iz inata gremo zdaj v to. Ne? Naslednja stvar, ki je bila zelo pomembna, je bila, da je na občin, in najprej lepo čestitam, en mesec je že upokojena, Nada Bogataj, Kržanova, ki je ona sploh videla, kva je KLG, ker sem jaz k njej prišel, pa smo se začela in če bila to kakšna mlada, ki ni videla psa neka stari. Poladi, ne, to vse ne gremo. Ona je to poznala, ker smo takrat tudi na ZSMS, ki je bila ona mi kot KLG in je vedela, kakšno bile dejavnosti kluba. In ona je pa vse to uredila na občin, pa, da smo. In naslednja stvar, ki je bila pa po moje ena najbolj pomembnih, prav ti najti enega kulturnika, da ima to prek to zolekati. Korona, kjer ga kol sprašajo, si ti nor. Veš, da jaz ne morem, še sam nimam, ne moramo to skozi preleteti. In kad pridem v slabe vole tlele v Lajarja, srečam Andreja Štularja, se rekel, Andreja, res ne moramo mi nič kaj zrihtati. Selman pravi, kaj se pa imaš? Se rekel, le tole pa tole bi imeli. Prosto pa mi lahko zrihtali, vse imamo založbo. In smo začeli, in od takrat je pa stvar stekla. Dali so Nežo, ki je rihtala, dali so Zala, ki je vse gledala, bila je Hana, ki je vse to naredila in tako se je začeli potle. In zdaj imamo tukaj rezultat, se pravi zbornik Zgodba o KLG, ki je išla v okviru Lajarjeve založbe in tudi pogovarjava se danes v Lajarjevi hiši prav za to. Ampak dajva zdaj počasi preiti pač na temo in zbornika in tega današnjega pogovora. Torej, začenjava seveda na začetku.
kaj je bil KLG? Morda za tiste, ki niso aktivno sami sodelovali v klubu ljubiteljev glasbe, pa morda ne vejo vseh razsežnosti delovanja tega tako slovenskega kot jugoslovanskega fenomena po svoje. Ja, Če na začetku malo strneva to, kaj je sploh bil KLG. Mi se moramo vrniti nazaj v leto 75. Mi moramo vedeti, da Kranj je bil takrat industrijsko mesto. Kulture skoraj ni bilo. Kar je bil Prešernov gledališče, ker so imeli redno te predstave. Koncerti so se dogajali že prek, saj noter je to tudi zajet. Ker prva že od 68. leta so bili Disko Kokrica. Potem so bili recimo plesi, tudi malo taki rock plesi na Prinskomu. Potem v delavskem domu so bili tudi ob sobotah plesih, so bile različne skupine, ki so nastopale. Jaz se še spomnim, sem bil mulc, recimo grupa Martina Škrgatiča, potem Tajga, potem Jutro, to so bile Nirvana, to so bile take skupine, ki so nastopale, ampak to je bil ples. In te so v klubu, mislim, bili so pa 3-4 prijatelji, ki so pa rekli, te pa treba nekaj narediti, ker nas zanima muzika, mi imamo rad glasbo in bi naredili, da vemo, zakaj se gre. In tako so se dobili Franc Kuzma, Simon Uršič pa Zoran Kisel, ki so se začeli pogovarjati, da bi to res skupaj lahko pa organizirali klub. Ker pa sami niso imeli toliko poznanstva pa to, jem je pa Joža Pogačnik, ki je bil pa starejši, drugače je bil taksist, ampak po profesorju je bil pa pravnik. Je on uredil vse papirje, da se je klub lahko organiziral. Morate vedeti, to je bilo leta 75, to je bila vse politika takrat, kako kdo pa kaj. On je to znal speljati. Tako da klub je začel delovati. In že od vsega začetka je bil v Kranju hitro prepoznan, ker glavne dejavnosti so bili koncerti, tematski večeri, potem hi-fi tečaji, ker takrat ni bilo teh možnosti. In recimo malo kasneje je pa tudi svoje glasilo, ki je bilo pa takrat eno najbolj prepoznavnih glasilo KLG-ja, klubu ljubiteljev glasbe. Ampak če se zdaj še malo ustavila na teh začetkih, kdo ste bili sploh ti ljudje, ki ste se zbrali v klubu ljubiteljev glasbe? Recimo, ti osebno, kakšen si bil takrat v tistem trenutku, ko si pristopil v klubu? Kaj te je v bistvu sploh pritegnilo in s čim si se ukvarjal prej? Kakšna družina se je dala? Recimo, jaz sem 3 leta kasneje šele pristopil, jaz sem od 78. Treba je vedeti, da klub, ki je daval, nima svojih prostorov. Oni so se v Janini od spodaj, so jim kot krajevna skupnost, pa mladinska, ki so jim dali prostore. In recimo v tistem času so oni poleg teh tematskih večerov pa koncertov, oni so takrat recimo tudi naredili turnejo Aleksandra Meška po Sloveniji. Ampak recimo za danes je to nekaj neverjetnega, ki je bil recimo Keith Jarrett ali pa Roscoe Mitchell v Unionu. Iz Kranja so organizirali cel avtobus ljudi, da jih je peral na koncert, ker Sušnikan, ki so sodelovali, je zrihtal karte in je recimo avtobus parkiral na Miklošičev, šli na koncert, v avtobus pa domov. To je treba, da je bilo to časi, ko ni bilo prevozov, ko je bil ta zadnji avtobus ob 11. iz Ljubljane, ampak če Škofjo Loko, da si to več prišel. No, ampak takrat, če si zamudil, si mogel ali prek s koncerta jeti ali pa to. In da se vse te stvari že uredili in tu so bili avtobusi polni. Tako da jaz sem šel 2-krat z njimi. Recimo, poznal sem Franca tako, ker sem sestro dobro poznal, ker je bila pa ona že aktivna, midva se sedajali ven pred košarke. V glavnem, in meni je bilo skozi tisti neki pa sem šel pa 77. v vojsko in sem pa jaz iz vojske prišel, jaz sem jih maja 78, se pa jih klub dobil nove prostore v Stari pošti, to je tam, ki je zdaj kebab pa kaj prodajajo, v glavnem mi smo imeli odspod prostore. In takrat se je začel tudi urejevati svoje prostore, noter smo vse z individualnim delom uredili za sedeti, muziko smo si pol revije uredili, ker takrat ni bilo teh hi-fi revij ali pa glasbenih revij, da smo jih dol imeli, da tako, ko je dol prišel, lahko kdo prebral, pogledal. Imeli smo svoje plošče, ki jih lahko tudi, kakšen je recimo tudi ampak vsa dejavnost je začela s svojim prostorom, ker takrat pa res lahko se
urediti, kot je bilo treba. Ne. No, in takrat se je verjetno tudi razširilo članstvo, oziroma tisti člani, ki so bili aktivni v klubu. Kakšni ljudje ste bili to? Ste se vi takrat imeli za recimo neke alternativce, ste bili punkerji, ste bili neki hipi, ali ste bili pridni fantje in punce? Kakšna druščina se je tam nalagala? Vse to, kar ste rekel, nismo bili, pa bili smo. Zaradi tega, ker prva osnova, treba vedeti, da takrat, ko je klub začel, mi smo imeli svojega policaja. Ne. On je redno spremljal, pa mi dol, ker vsi so rekli, dol v kletu so samo mamila tam. Ne. Ampak što se je bil glih v temu, da v klub so hodili, največ je bilo prvotno gimnazijcev, plus iz ostalih šol, ampak prvotno je največ gimnazijcev, tistih, ki so bili uspešni. To lahko tvoja dva starša povesta. Tistih, ki so bili uspešni, luzeri ali pa oni niso hodili. Ne. Ampak glede muzike, prvenstveno je bil jazz. Ne. Ker te, ki so bili malo starejši, pa tudi jaz jazz. Ampak s tem, ki so pa mladi noter prihajali, smo imeli svoje sekcije. Tako smo imeli punk sekcijo, reggae sekcijo, v glavnem vsak, ki je svojo sekcijo in so oni od tematskih večerov do vseh stvari potem to usmerjali naprej. Ne. Ja, ampak to se mi zdi ena taka zelo raznorodna druščina, ki si težko skoraj predstavljam, da bi v današnjih časih tudi prišla tako skupaj. A je bil potem ta temelj, ki vas je družil oziroma združeval, a so bili to prostori sami, a je bilo to, da ni bilo nobene druge alternative, kam bi še lahko človek v tistih časih šel? Kaj je bilo tisto, kar vas je v bistvu združilo tako različni ljudi s tako različnimi zanimanji in tudi glasbenimi vkusi? Osnova je ravno to, ne? Ker ti, če imaš, mi smo imeli dvakrat na teden, v ponedeljkih pa ob sredeh smo imeli, od 8 do 10 smo imeli odprt. Osnova je bilo to, da ti, ki imaš svoje prostore, lahko vsak svobodno noter pride, pogleda, naveže stike. Potem pa recimo najbolj nas je pa pol ta dejavnost, ki nas je začela združevati. Imeli smo koncert, kdo bo postavil na glavni trg, ali takrat je bil ta pred gimnazijo, ki smo imeli tak, da smo obveščali za koncerte, kdo bo to naredil in pa smo se razdelili in vsak nekaj, in pol je vsak čutil, da je privržen temu klubu, ker je vsak nekaj naredil, eden so recimo plakate limali, dokler so nam še dovolili, eni so v časopise pisali, tako da je vsak in s tem se je pa širil, ker recimo eni so sam prišli noter, da so za časopis pisali, eni so samo, da so prebrali kaj novosti, ali pa če so kupovali hi-fi, imeli smo najboljšega, zato je bil jih Franc Kuzma, ki je poznal, da je lahko tudi svetoval, pa povedal, urejal je celo tečaj od hi-fija. To pomeni, da so vsa ta znanja, kaj takrat kupovati, ker morate vedeti, da pa nas ni bilo tega, ne. To smo mogli vse, ali iz Anglije, iz Nemčije, ali pa v Avstrijo hoditi iskati. No, to prvo zanimivo se mi je zdaj en citat iz tega zbornika, iz prispevka Aleša Pogačnika, če zdaj citiram. Če nas je bilo več, smo pri zelo pričakovanih ploščah se redko sploh pogovarjali. Ne več kot par minut skrbno poslušanje je bilo za samoto. Nekateri diskofili so iz poslušanja glasbe razvili različno bizarne obrede in pravila. Eno od pravil je bilo, naprimer, da iste glasbe, istega komada ne smeš poslušati več kot enkrat na dan, saj se boš plošče tako prehitro naveličal. Spomnim se tudi, da mi je nekoč nekdo razlagal, da se plošče veliko bolje slišijo in dojemajo na tešče oziroma po uživanju zelenjave in sadja. Mislim, kar jaz razberem iz tega, iz mojega današnjega stališča, je, da iz tega nekako veje ena taka sakralnost plošč in gramofona kot nekega osrednjega predmeta, v katerem je vse to živelo. Kakšne ste imeli takrat odnos in do opreme in do plošč? Mislim, zdaj, danes, ko pomislimo, da je vsa glasba tega sveta praktično na dosegu roke z enim klikom, kako je to takrat izgledalo? To morate vedeti, mi smo recimo tudi, da smo si svojo opremo nabavili, od gramofona, ki smo ga v Kitu naredili, se pravi, Dušan Jenko je naredil in gramofon in zvočnike, ki smo jih v Kitu kupili, ker si lažje prinesel, recimo Mika pa Istok Šternov sta dala denar, da smo lahko očevalci kupili nad 30-20. In pa se je za to skrbilo tudi vsak platek je prinesel, recimo ploščo nam je Kazimir Mohor, pokojni, nam je daroval. Recimo meni je bilo takrat najbolj pomembno, ker tisti, ki je bil skrbnik, tisti dan prostora, on je tudi muziko barbel, se drug ni smel v to vtikati.
Ampak to za ploščo, da jo ti očistiš, lepo gor, ven vzameš, gor daš, traja, ampak imaš odnos do tega. Ne. To postane neko breme. To je v bistvu tako kot fajfo, ki moraš prejti lahko za ploščo. Ne. Ti moraš vse to narediti, pa očistiti, pa to statiko dol, pa vse. Ne. In nam je recimo to najbolj pomenil, kdor je poznal še Finka v Kranj, gospod, eden redkih gospodov v Kranj, ki je on dol prišel, je rekel, vi pa res tako lepo skrbite, zato bom jaz tudi kakšno svojo ploščo prinesel, ne? Ker on je bil eden največjih jazzerjev, ali pa tudi je imel veliko plošč jazzerskih, ne? Pa tudi bil je v Big Bandu, ko je začetka. Ne? V glavnem je, in da te to rekel en tak, seveda, da mi pravilno se tega lotimo. Ne? In seveda plošča je bilo treba nekaj dobiti, kot si rekel, posojali so vam jih tisti, ki so jih imeli, ampak vseeno ste si pa najbrž tudi želeli imeti svoje, ne čim več njih. Gojko, da preveriva tvojo formo, kako bi danes prešvercal eno ploščo mimo carinika na meji? Zdaj jo ni treba, ki je Evropa odprta. Ja, hvala Bogu, pa kako bi se pa drugače tega lotil? Drugače lahko povem primer, ki se je nam zgodil. Ne? To 79. leta smo šli s KLG-ja, toliko za ta cajt, za 29. novembra, smo šli v London. Tam smo spali zraven British Museja. Smo si takrat obiskali vse, to nas je šlo 12-15 iz kluba. Bili smo v Marquee klubu, bili smo v Ronnie Scott klubu, bili smo v Madame Tussauds, v glavnem vse te stvari, ki bilo treba, filme od Woody Allena smo šli. In dva kolega sta sabo prinesla tudi plošče, ne, z avionom. Ne. Morate vedeti, da takrat si lahko prinesel brez tega eno ali dve. Mogoče 3, če je bil carinik. En kolega jih je imel 60. Kako zdaj to? S tem, da drug je mu pa cel voziček hi-fi-ja, ne? On mu je sam rak na oči, on mu carinikov, ki je to gledal. V glavnem, glede na to, da je bila taka situacija, to je bilo leto 1979, smo sorazmerno, saj te dva, ne, sta sorazmerno lahko vse, ne prešvercala, legalno sta noter pol tako brala. Ker on je rekel, tle imam jaz, včasih tako cariniki delali, tle imam časopis, najdi mi tle noter, po kaj ceni ti jaz računam. Ne. Ampak cene so bile različne, a je bilo sred Londona ali pa 30 ali 60 km ven z Londona, je bila za polovična cena ista stvar. Ko mi smo bili vse to upremen in so res takrat noter pa marsikajšna stvar. Jaz pa švercev nisem. Ne. No, ampak ta vidik kluba, ki je bil pa mogoče tej širši javnosti bolj viden, to, o čemer so zdaj govorila, je bilo vaše interno delovanje, ampak tisto, kar je bilo pa bolj vidno navzven, so bili pa seveda predvsem koncerti. Zdaj, če pomislimo, kaj je danes vse potrebno za zorganizirati ten koncert, od vse tehnike, do prostorov, do spletnega oglaševanja na družabnih omrežjih in vsega živega. Kako je bilo pa takrat organizirati ten koncert? Kako ste vi sploh komunicirali z bendi? Na kakšen način je to vse skupaj potrebno? To je spet različno. Sam nekaj ti moram še lih to, ko so se plošče nabavljale. Je tle Roman Pavlin notar je šel v nulo. To, zato on je tudi napisal, kjere plošče smo imeli, ampak da je on, sem jaz ne poznam enega človeka, ki je lahko tako natančen, kot je on to napisal. Drugače pa, da začnemo, kako smo se mi menili. Ne? Recimo prvi koncert, ki sem ga jaz delal, pa je bil zraven tudi Matjaž, koncert v Hali Tivoli, Buldožerjev, predskupina Lačni Franc. In mi tam stojimo, takole zraven pa Brecelj. Pa Brecelj, zakaj pa ti z njimi ne nastopaš? Prav, veš kva, jaz sem jih vse zdaj navadil, ne rabam več z njimi nastopati. Ne. Pa kaj pa če bi ti prišel v kraj nastopati? Ne. Prav, ja, cena je tok. Ne. Pa čak, mi tok nimamo denarja. Ne. Kako prav, lej, Volarič je brez zob, zaradi tega je bilo zlatni zubi, ne, je brez zob, mi dva rabva tok denarja. Ne. Ok, prav pridite na kongresen, ki tam stanoval, pridemo, kaj se zmeniti za koncert. Ne. On prav, ti imaš telefon, da se kaj zmenimo, prav se kopalnice tudi nimam. Po Brecelju, ne, recimo. In mi se tam gremo pogovarjati, ker sistem kluba je bil po odbitku vseh stroškov, to se pravi plakati, reklame, ozvočenje, dvorana, delimo 80-20, ne. Se pravi 80 dobi nastopajoč, 20 kao klub. Ne.
In Brec se začne gruntati, prav ozvočenje ne rabimo, tega ne rabimo, da bomo naredili sam skozi. Ne. Pa res on, ko pride v dvorano, si vse zrihta, najhujše je bilo pa to, za njega je bilo to dobro. Ne. Prišlo je 350 ljudi. In je 3krat več dobo, kot tisto, kar bi mu mi lahko dali. Tako da je bil takrat najbolj navdušen zaradi tega. Ne. Recimo, naslednji koncert je bil Jani Kovačič, ki je tudi noter opisan. On prav, če je bil Brec brez, no tudi jaz brez. Ne. Kaj se je naredil? Prišlo je pa še 100 ljudi več, on s kitaro kdor je hotel z njemu peti pa spremljati, se njega ni slišal in je bil polomija. Ne. Tudi to smo se pa naučili, da brez ozvočenja ne gremo v koncertov. Da ne govorim pa, smo se pa s parafi, ne. Goran Lisac je bil menedžer parafov, jaz pošljem pismo k njemu, mi bi imeli rad vaš koncert, urme en pismo nazaj, mi bi lahko prišli, pa tako, jaz njemu zdaj, mi lahko to ponudbo, urme en prav, mi pridemo gor, mi nosimo kovčike od gitare, vi sredite, to je to. Halo, in to smo se dopisvali, ne. Tako da je pol res, ampak recimo vsa prednost naša je bila takrat pri koncertih. Je bil Pavle Koren, ker z njemu si se lahko zmenil, on je rekel, naredimo, ok, vzvočenje tokle mi vtedali, pa smo mi skozi šli. Ampak kakšni problemi so bili to danes, to ne predstavljali. S pismom smo si dopisvali reko pa nazaj, ne? Kako bomo to zrihtali. Dobri smo bili. Ampak vseeno nekako delovali. Ja. Odziv občinstva je očitno bil, koncerti so bili večinoma najbrž dobro obiskani. Kakšen je bil pa odziv na splošno lokalnega okolja? Zdaj, vi ste pripeljali v Kranj takrat bende, ki so bili, milo rečeno, širše družbeno sporni, če lahko tako rečemo. Pripeljali ste prve punkerje v Kranj, organizirali vse žive koncerte iz različnih glasbenih področij. Kakšni so bili odzivi okolja? Zdaj, ko ste vi pripeljali prvič punkerte v Kranj, najbrž niso bili vsi navdušeni nad tem. Nekaj treba vedeti, da s punkerti smo mi zmeraj zelo dobro sodelovali. Ne glede na to, z njimi ni bil nikoli problem. In recimo, če čist primerjam en koncert prek, ker je tudi not Stane Sušnik, je takrat čist dol pada. Ne. Ker s punkerti, kakor so oni novo plošče vzeli, oni so prvenstveno najprej prišli v Kranj. Preveriti, če v Kranj stvar šiba, gre. Več ali manj je v Kranj skoraj bil takrat prvi koncert. Ne. In recimo, oni so bili en let nazaj v kraju folk ni nič, ne. Smo imeli pa skoraj zbolj doželi v delavskem domu 700 ljudi. Eni pravijo, da jih je bilo več, eni, da je manj, v glavnem takole folka. In ko se je to začelo, noro, folk je začel skakati, ampak brez izgledov. To so en drugega pazili, to je bilo in niso mogli vedeti, kako je lahko v Kranju, da se to zgodi. Imeli smo pa mi, recimo kot jaz, kot organizator problem, ker ta gor plošča je bila kao počena, to je ta, ki je bil glavni za v delavskem domu. Ne. Dol na varovalke, mimo tole odklopali, če ne nehajo, da je pust, saj ne igrajo. In jaz nisem videl tega koncerta, sploh pa sem poslikak videl, kaj se sploh dogaja. Ne. Dej nehi, še ne vem, kdo je bil še z mano, sva ga oba prepričvala. Ne. Glavnem speljali smo. Tako da je bil tisti koncert. In tudi po tem koncertu, ki je bil dvojni, smo zelo veliko takrat tudi članov not v klub dobili, ki so videli, se to je pa stvar lepo, pa gremo pogledati, kaj se dogaja. Takrat nam je ta na širše zelo prinesel. Reč pa od koncertov, imeli smo belgrajske bende, sarajevske bende, imeli smo iz Zagreba, iz Reke, da ne govorim, kar je v Sloveniji v tistem času bilo, mi smo vse imeli takrat. To se pravi, vsi so k nam prišli na tisto, po odbitku stroškov 80-20, jasno, ne. Ampak kako ste v bistvu vi znotraj kluba, se pravi znotraj vaše skupnosti, sploh opredeljevali to, kaj je ta glasba, ki je prava za KLG? Se pravi, kaj je bila tista ločnica? Zdaj, če v klubu ljubiteljev glasbe govorimo kot o nekem, recimo, alternativnem klubu za tisti čas, kako ste vi gledali na to glasbo, ki ste jo poslušali? Je bilo nekaj alternativno in zato sprejemljivo, pa nekaj morda preveč komercialno, če se pogovarjamo o izrazih, ki jih uporabljamo recimo danes v takih prostorih? Kako ste pa vi takrat o tem govorili? Mi smo imeli redne sestanke, tako kot so, ne. In mi smo se recimo na teh sestankih menili, je vsak lahko, recimo nas je bilo 15-20 na tem sestanku
je prinesel idejo, pravle jaz pa meni pa to všeč, če bi mi to, ne. Daj malo zbrskaj, koliko je to možnosti narediti, ne. In potem recimo, ko smo prišli do tega, da smo se za koncert menili, je ta isti ali pa kdo drug prek naredil v klubu dol ali pa tematski večer, da smo se tudi določeni ljudi pripravili na ta koncert, ne. Se pravi, da če je bil koncert, je bil en teden ali pa toliko dni prek, da so vedeli, kaj bojo poslušali, pa kako se je treba tudi obnašati na teh stvarih. Se pravi, smo mi vzgojo najprej naredili in potem je bil koncert glede na tega, ne. In to se je izpeljalo kot zelo dobro, ne. Ja, no, ampak mislil sem tudi žanrsko, recimo, ne? Kaj je bilo takrat za vas sprejemljivo? Kot se je rekel, vse skupaj je nastalo na neki osnovi jazza, potem so bile punkerske sekcije, pa rockerske sekcije, pa druge, ampak recimo, kaj je bilo pa tisto, kar ste vi v klubu rekli, ne, tole pa ni za nas, to je pa, ne vem, prepoceni, preplehko, karkoli. Sigurno nismo nobenega narodna zabavnega, ne. Narodno muziko pa ja, ne, to je razlika, ne. In recimo, glede žanra, punk je bil takrat jako moderen, ne, ampak je bil tudi tako, da ne, mi recimo se jih nismo nikoli branili punkovskih bendov. Od B92 do punkov, do to, kar je bilo Vio Ofenzivo, vse, ne. Mi smo imeli teh bendov za tega, ker smo se na njih pripravili in nismo imeli nobenih problemov, ne. In to je bila tista prednost, ne. Da kako, kjer ga bo imeli, sem ti rekel, zbrali smo se, vsak je predlagal in to smo pa izpeljali. Speljali ste pa tudi? Bili smo pa vsi mladi, jaz sem bil star 20, ostali so bili, so bili mlajši 16-17 let, smo furali. Te stari, ki so bili stari, ne, to so bili 3-4 leta od stari mene, so se odmaknili in nas pustili sami, to se pravi, da smo v tistem času lahko delovali. Prišli so jasno pogledati, kako je zaradi časopise, ki smo polo časopise vse, ker to je bil Marko Jenšter Teglavan, ki je vse časopise zrihtal. Tudi pa so začeli v drugot noter napisati, ne, to se pravi, ne sam tekst smo Obličani iz Slovenske Bistrice, iz Ljubljane, so se javljali in smo mi to objavljali noter, ne. Tako da, in tudi prek časopisa v tistem času, kar je bil glasiv, je bil edin klub. Recimo, če so bili podobni klubi, tako smo mi šli tudi od Celjah enam na obisk, ne. Ali so imeli sam koncertno dejavnost, ali pa to mi smo imeli pa razvejeno, ne, od hi-fi sekcije, do te, sem rekel, se pravi, vsako svojo muziko, do tematskih večerov, do koncertov, do glasila. V tistem času je bilo to fenomen, ne. Zaradi tega se je od nas, ne samo v teh časopisih, so bili Stop, Antena, pa tako pisali, recimo od nas so se tudi v Beogradu, ne, ker so dejali primer, kako lahko v enem industrijskem mestu obstaja ena taka alter skupina ali pa klub, ki lahko deluje, ne. No, meni se je zdelo zanimivo prav to, kar je Marko Jenšter zapisal tudi v zborniku. Z današnje perspektive glasilo sicer ne izgleda nekaj ravno posebnega, saj mlajšim rodovom niso poznani časi, v katerih je nastajalo. Zdaj, jaz bi se delno strinjal s tem stavkom, naša generacija si dejansko težko predstavlja, kakšen pomen so imele takrat take revije. Delno se pa tudi ne bi strinjal z Markom, recimo meno, ko zdaj gledam ta stara glasila, KLG še zmeraj izgledajo nikakor neobičajno, sploh zaradi drznih tekstov in vizuali in še zmeraj me tudi pritegnejo v branje. Ampak, da bom tudi jaz lažje razumel, kaj je bilo sploh tako glasilo v tistem času, kako si takrat lahko prišel do glasbenih revij in kaj je bilo imeti znotraj kluba eno tako produkcijo? Znotraj, da smo mi, to je največ priznanje je Marko Jenšter, ne. Ker prve 2 ali 3 številke, mislim, je celo Franc Kuzma naredil, potem je Marko to prevzel. Naslednji za njemu je bil pa Sašo Novak, ne. Ampak on je bil od faha, on je, se pravi, je bil novinar in je te stvari poznal. In on je recimo tudi, ki je spremljal, recimo on je tudi zelo veliko tujih glasbenikov na tematskih večerov, da nam je predstavljal določene glasbo, da smo tudi širše lahko pogledali, kaj je, ne? Ker on je mu znanja in stika dost in je v bistvu on zelo izobraževal, ne? Tako da gledajte, on je to vodil, mi se v to niso vtikali, imeli smo kao uredniški odbor pogledali, ampak to morate vedeti, da so bili to napisali na roko
ali pa in pa je bilo to treba vse pretipkati. Potem pa smo to nosili, ki so nam tiskali tam zaradi Ljudske univerze, ki je od zadaj in to na ciklu stil in potem, da je prišlo najprej bilo na A4, pa smo prišli na A5, ki je dosti soliden pa lepo zgleda. Ne. Tako da ta naš glasiv niti ni bil tako neopazen, ker tudi, če sam spomnim, je v knjigi, ki je šla Punk pod Slovenci, je tega od naših člankov zelo veliko so noter uporabili, ker mi smo bili dosti aktualni. In to je bila tista največja stvar, kar sem jaz lahko, ne jaz, ampak cel klub je lahko ponosen na to. In tudi odzivi so bili tudi v lokalnem okolju, ne? Ne samo lokalno, mi smo... Na ilustracije, ki jih je objavljal Zoran Smiljanić in tudi na same tekste, ki so... On je noter začenil, ne, ampak recimo, če se vzame v tistem času, ko smo začeli, je bilo 150-200 izvodov, na koncu smo imeli 600 izvodov. In to recimo, da smo, ko je prišlo, smo jih po pošti. Ampak što se je bil to, da mi nismo imeli stalnih sredstev in včasih tudi za pošto nismo imeli, da smo te glasila lahko poslali. Tako da so bile, stvari so bile zelo, se pravi, mi nismo imeli stalnih dotacij. Mi smo bili prvenstveno prek ZKO-ja, oni so nam pol tudi tako pomagali, da mi smo snemali recimo pevske zbore. Ne. V Koren Pavle nam je posodil Sennheiserje in pevske zbore smo snemali, da smo vsaj nekaj dobili. Vse reči so mi rekli, to pa ni tako posnetko, kar je jasno, če si na kasetar pa ne more kar čep mix pulca, ampak bilo je. In tam nas je recimo Matevž Fabjan je bil tam tudi v Ziko in rekel, kaj hočete, boš to so vam dobro naredili. In imeli smo to uporo od zadnje. Ampak kaj se je pa začelo? Pa so pa začeli od nas zahtevati, da smo se v ZSMS, ne more biti en klub brez ZSMS. Potem, ki je bila v Kranj, so bili eni grafiti, so dol kriminalisti, ki je tudi noter to upisan, sestank, da mi smo se to zgovarjali, pa so šli pa eno, ki so ugotovili, da niso bili člani kluba, da se je vas poslušali, pa šel pa en grafite pisati. In so rekli, vi morate narediti tudi ZK. Mislim, kakšen ZK, ena nosi za dva nosi. Mi smo bili kulturno, mi smo bili z glasbo povedali. Naredili smo ZK, potem še. Ampak to so bile res smešne stvari takrat. Ne. Ampak smo preživeli. Zdaj se v bistvu omenil že dve stvari, se pravi glasilo KLG in te posnetke, koncertov in drugih stvari, ki se jih dela, ki sta nedvomno zelo fizični dediščini kluba, recimo temu. Ne? Zdaj tudi v zborniku je objavljenih predvsej veliko člankov iz glasila KLG, posnetke imate še zmeraj mnoge shranjene. Kakšne so še dediščine kluba? Kaj ti vidiš, da je ostalo? No, dediščina je že to, recimo Peter Smodila, ne? On je imel Revoksa in je takrat je mu to, da se je to lahko imamo določene noter, je on vse to opisal, pa tudi slika, kjer imamo plošče posnete in zaradi tega smo mi tudi lahko pred 5 letom, ko smo imeli v istem prostoru, srečanje 40-letnica, smo takrat izdali tudi ploščo Sedmine in to, ki je še originalna Sedmina, ne potlej, ki je bilo 80. leta posneta. In hvala še enkrat vsem Sedmini, vsem članom, da so dovolili, da smo to izdali. Posnetek iz našega koncerta iz 78. leta, ki je, po mojem, da ta plošča je kar malo bila spregledana takrat. Ne. Ker to je tista nenarodna zabavna, narodna muzika s svojimi besedili, z aranžmaji. Mislim, to je bil res koncert, da rečeš, ko greš dan, ok, bil sem in hvala, res je bilo dobro. Ne. Kako pa spremljaš to, kaj je za klubom ostalo v bistvu v lokalnem okolju? Zdaj, najprej, če začnemo mogoče pri prostoru. Kdaj si bil na zadnji v prostorih kluba ljubiteljev glasbe? Niga. Ne, vem, ampak kdaj si na zadnje bil, da se še spomniš? Jaz sem bil na zadnje, jaz sem drugače dosti zgodaj nehal. Jaz sem 83-84 nehal. Ne. In takrat je pol za mano, ker sem takrat zbolel, je za mano lih Matjaž Tot prevzel. Jaz pol nisem bil več v stiku, ker pa se poročiš, otroc pa nisem se več, pa z drugim stvari nisem se podrejal. In tako da je noter, recimo mi všeč, da je Šturar piše, ki je bilo ta zadnjih, so bili noter 87. leta. In so tudi slike še noter, ki jih je dal,
Ko so še 87. leta še noter še band imeli vaje, najbolj mi pa to hudo, ker se ne vidi, ker mi smo vse spremljali, popisali in se vidijo fascikli, teh fasciklov ni. Ne. Iskali smo, kam so šle plošče, kam je šel hi-fi, kam so šli fascikli. Jaz sem tudi z Gorjancem govoril, ki so oni prevzeli, prav, ko smo mi pošli, bilo vse pospravljeno, ni bilo nič. Kukor vem na zadnjem, da je celo eno odspal v tistih prostorih. Vsi poznajo Šilčka, da je on bil ta zadnji, ki je v bistvu bil noter v tem klubu. Tako da jaz takrat od 83. nisem bil več v tistih prostorih. Ne. Kaj pa na kulturnem prostoru Kranja, da se zdaj malo predstavijo? Zdaj recimo, če vzamemo KLG kot morda tisto neko prvo organizacijo, ki je začela delovati na glasbenem področju, se ukvarjala z različnimi žanri glasbe, kako se je potem to naprej odražalo skozi leta? Kako se ti morda spremljal ta razvoj? Se ti zdi, da je to na nek način tudi vzpodbudilo potem pozneje nastanek izbruhovega kulturnega bazena, pa zdaj Train Station Squata in kakšnih drugih kulturnih institucij v Kranju? No, jaz sem sam vesel, pa to ljudje ne vidijo, ali pa je premalo ljudi pride. To, ki se zdaj v Kranju dogaja, to je tudi župan o tem napisal, ker dejansko je to res. Mi, če bi imeli od teh prostorov do možnosti koncerta, da bi imeli mi takle dvoranco, to se pravi, da ti kantautorji pa to lahko nastopijo. Mislim, pa nas bi bilo takrat idealen. Ampak, če danes gledam ta zapuščina od kluba, ne vejo, mogoče, hvala Bogu, da so se zdaj te stvari od razstave do tega srečanja, ki smo imeli pred 5 leti, da se še majhen obuja, ampak danes še se vzame Train Station, ki ima v bistvu določeno muziko, ki smo jo tudi mi imeli. Pol, če vzameš kluba, ki imajo spet svojo bolj rock, pol polet bolj kantautorje, pa te ukavki, da ne govorim o lajerju. Ker lajer v bistvu vse to, kar smo mi imeli, nadgrajuje pa dela. V bistvu so naši, tako da sem zelo vesel, da so tudi prestopili, ker to so eni nadaljevali to, kar je klub včasih delal. Potlej v Kieselsteinu, ki so in na koncu Jazz Camp, pa Pungart, je to spet so stvari. Ker ti, če vzameš, da smo imeli mi 81. 82. v Prešernovem gledališču v Kadilenci gor. Ta prva sta začela Cveto Zlate pa Pavle Koren, pa smo se mi kasneje zraven pridružili. Vsak torek smo imeli jazz večere, v tistem času, ker so bili avtomobili par na par, da so buskontarji težko prišli iz Ljubljane, imeli smo pa za današnje čase neverjetno. Če vzameš na bobnih, je bil Radko Divjak, Tone Janša Krančan na saksu, Čarli Novak bas plus Petar Ugrin, pokojni na trobenti. Potem so se pa izmenjavali. In da je to v tistem času, da smo imeli, recimo se tudi so slike noter, to se je takrat zbrali po 200-250 ljudi. Da ne govorim pa, kar se nam je isto naredil, ki je bil pa Boško Petrovič. Mi, ki smo imeli to prodanih kart, smo zaprli. Ker naenkrat gledamo štenge polhne, polhne, kaj se je zgodilo. Če je bilo vsaj 400 ljudi v tistem prostoru. Vse je bilo polhne. In pol gremo gledati, je en odprl tam, ki je blagajna, okn in ljudje so začeli hoditi skozi okn noter. Mi pa sam gledali, to se bo vse podarilo. Ampak takrat je bilo dejansko, Boško je pa itak briliral, pa še svojo slovenščino, ker on je škofivke, tako da je lepo govoril, spil je jasno 4 litre Janževca, pa 4 litre Radenske, bili smo do 5 zjutraj, tako da jaz sem še delal dol pri železnici, v pol 6 smo imeli že šik, sem šel direktno, ne sluširen, direktno, ker smo bili zjutraj, noro je bilo to, ampak tudi to se je moglo nekaj, kar je bilo. Ampak to so verjetno izkušnje, ki so zaznamovali tudi vas kot posameznike, vas, ki ste delovali v klubu redno in dlje časa. Kako zdaj iz neke te časovne distance vidiš, da je klub vplival na vas? Zdaj vem, da veliko članov je tudi pozneje se še naprej ukvarjalo z glasbo, oziroma se še vedno, še danes ukvarjalo z glasbo. Ja, kako nasplošno vidiš, da vas je zaznamovalo to obdobje, ki ste ga preživeli v klubu Ljubitelj? Recimo Franc Kuzma, ki je prvi bil, pa ki se je v bistvu, da je to, on danes je največji proizvajalec, ali pa najboljši proizvajalec gramofonov na svetu. Potem tudi ostali, recimo člani kluba so vsak ponedeljek
kot 75. leta se danes, so vsak ponedeljek srečujejo. Zdaj se ne morajo v gostilnah, se prek tega Skypa. Zaprav se je redno, oni se redno še zdaj, vsak teden se preklopijo, pa se srečajo, pogovorijo. Zdaj se ne govori več toliko od muzike, ki se srečajo, bolj govorijo, kaj bomo pa danes jedli, ampak to je to. Vmes smo imeli recimo 20 let zapovrstjo bivši člani vsak prvi vikend v juniju kolesarstva. Pred 20 letama, zdaj že malo dan nazaj, smo naredili v 2 dneh 80 km, zadnjič smo se s kombijem v Pulo peljali, ker en član v Pulj ste imeli. Ampak, bil je kolesarstvo. Tako da bili smo pol pri njemu v Puli in to je bil tudi zadnji tak. Ampak imeli smo, res da se pravi, smo iz 80, na koncu smo prišli na 5-6 km, vsaj toliko. Smo rekli, nekaj se pa peljemo. Simbolično. Ampak smo se dobivali, se srečevali, tako da je to. Je to še ostala zapuščina? Je. Gojko, da mi zdaj ob koncu prosim povej, česa novega v KLG-ju si se naučil ti, ko si urejal in zbiral te tekste za zbornik? To moram tudi Borisa, ki je sourednik, Boris Bogataj, ker njega ni bilo, on je vse lektoriranje delal pa vse. In on je tudi noter tako padel, da so lihte parlajer ugotovili, mogoče bilo pa dobro, da bi še kakšna druga to pogledala. Ker Boris prav, on je bil čist član kluba. Prav, toliko sem jaz enih stvari izvedel in je noter recimo res lepo, Vidmar lepo piše pomen časopisa, Romana, kako so se plošče kupovali. Andrej Šifer piše recimo lepo leta 76, ki je bilo za njega zelo pomemben, da tudi za njegovo naprej je noter lepo opisal. Se pravi, Franca svojo stvari, kako je naredil. Recimo, Matjaž je napisal večerje, ki smo jih imeli v Prešernovem gledališču v Kadilenci gor. Pol Peter Mlakar mi pravijo, ti tale pa malo preveč za bluzo, pismo, vse je filozof. In mi dveh smo se pogovarjali, kaš napisal, če naš neki filozofsko esej, zato pa si Peter Mlakar. In hvala Peteru Mlakarju, ker je tudi hiter sodeloval, da ne govorim s Tomažem Domiclem, ki sva ga omenila. Prav prvega že imam, ta zadnji je bil potlej. Prosil sem ga ne vem kolikrat, pravlej, daj mi še 2 dni, daj mi to. Ampak pol je napisal, klical sem ga, jaz sem že obupal, sem klical Zvonena Topca, nekaj tudi, ki sta zelo sem rekel, Tomac, daj ti njemu reči, se z njemu največ pogovarjal. Prav ne ti ga pokličuješ, ko te bo vesel. Res, prav, sem pozabil. Ampak mi je napisal. In je lep članek noter na to in povezavo s KLG-jem, ki ga je bilo. Tako da vseh od 29, s tem, da sta še župan pa ti kot tvoja magistrska naloga, se pravi 31, ker smo mi začeli tole delati. So rekli, ti bi mogel razdeliti, kva bo kdo pisal, ker posel je ponavljal pa eno isto. Sem šel poštenega dol, videl on ga tam vstov. Ben je to pisal. Res je, teksti se ne ponavljajo. A veš, tudi recimo, da je ta koncert, ki je bil bolj žrpan, vsak malo drugače videl in iz drugega vidika ni istih stvari. In to je tista največja vrednost, da ljudje niso tle noter pisali nostalgijo, v tistih časih je bilo tako. Ne, oni so napisali, kako je bilo pa kako smo v tistem času delali. In zato je bilo meni, recimo zelo, sem bil vesel, ker z Lajerjem so 3 mlade punce, moje otroci so tako stari, so videli noter razliko, prav, vi ste bili solidaren, prijateljski, brez individualizma, zastonj ste vse delali, in ta stvar se tudi veje iz teh zgodb, ki so noter, da nas je glasba peljala, da nas je to druženje, in pri nas ni bilo tudi sporov, da bi se kdo recimo skregal ali pa da bi karkoli metal kakšne zvočnike, tako se kaj dogaja, ni bilo tega. In to se tudi razbere iz tele knjige, ki je šla danes in je še torej povsem sveža. Naročite jo lahko na lajer.si prek spleta, torej zdaj zaradi okoliščin je jasno,
zakaj se jo še ne da kupiti tudi fizično v kakšni trgovini oziroma knjigarni. Torej, na lajer.si treba je še omeniti, da so projekt podprli tudi v Mestni občini Kranj in Zavod za turizem, ter seveda v Lajerjevi hiši, kjer so nam danes tudi zagotovili prostor za tale pogovor ob upoštevanju vseh ukrepov in sicer ne preveč naklonjenim okoliščinam, ampak verjamem, da bo v prihodnjih mesecih vendarle prišlo do tega, da se bodo okoliščine toliko izboljšale, da boste lahko tudi člani KLG-ja se spet videli v živo in na mal drugačen način še osebno predebatirali vse to, kar je zapisano v tej knjigi. In knjiga je res bogata, ne le tekstovno, ampak tudi slikovno. In jaz, ki sem imel ta privilegij, za katerega se ti lepo zahvaljujem, da sem jo lahko videl že nekaj dni nazaj in jo prebral, vsaj v virtualni obliki, moram reči, da sem bil navdušen. Tako da, Gojko, hvala ti za to in hvala ti za tale današnji pogovor. Če te lahko še povozim. Prva stvar, smisel tega knjige je, da je prišlo do srečanja ljudi. Ker ti računaj, da bi že sam te, ki so noter pisali, da bi se srečali, bi bilo. Mi smo imeli že vse zmenjeno, da naredimo srečanje. Pa smo rekli, ok, je Zala rekla, bomo zrihtali v Prešernovem gledališču. Pa dvakrat naredili, ker je gre sem tu noter. Tudi tega ni bilo. Tako da zdaj imamo tako srečanje, ampak glede na pogovore, pa glede na to, če bo stvar lepo, upam, da bomo junija naredili še srečanje na Češnjem vrtu v Lajerjevi hiši, ker mi smo imeli zmenjeno, da bi se gestalti najdeli, ker to je bil kao hišni bend in da bi eni 4 pesnice oni zaigrali. Tako da upajmo, da se bo to rešili in da se res junija vidimo v živo. Srečno s tem. Najlepša hvala vsem skupaj za pozornost. Gojko Brimec je danes opisal nastajanje zbornika z lepim naslovom Zgodba o klubu ljubiteljev glasbe. Gojko, hvala in srečno vsem skupaj. Hvala tebi za trud.